Zaradi novega načina obračunavanja omrežnine, ki je v veljavo stopil 1. oktobra, se v javnosti še vedno pojavlja vrsta vprašanj. Vemo, da sprememba spodbuja porabo elektrike v obdobje, ko je omrežje manj obremenjeno, omrežnina pa se bo obračunavala po dejanski porabi omrežja. Zanima nas seveda, kakšne bodo prve položnice za oktober v povprečnem gospodinjstvu, pa tudi koliko je takih gospodinjstev v Sloveniji, ki naj bi jih doleteli penale zaradi novega obračuna, ker imajo doma toplotno črpalko, sončno elektrarno ali pa kar oboje. Govorili bomo tudi o hranilnikih električne energije, za katere pogosto govorimo o njihovi varnosti. Danijel Vuk, direktor podjetja Termoshop, in Matic Slatinek, direktor trženja in prodaje v Termoshopu, sta gosta tokratnega podcasta. Gospod Vuk, greva najprej kar na trg energetike. Kakšno je trenutno stanje, bi opisali, koliko je dejansko še zanimanja za sončne elektrarne, toplotne črpalke, ki so energetska rešitev. Se zdi, da je vlog še vedno dovolj. Vemo, da obstajajo tudi številne finančne spodbude, Ekosklada, Borzena. Koliko je dejansko še tega zanimanja ali je prisoten nek strah? Ja, greva najprej res na trg same energetike. Zdaj imamo nov omrežninski akt od 1.10. in to je velika novost v primerjavi od naših zadnjih srečanj. Tukaj pomeni, da je veliko medijskega prostora, ogromno se o tem govori in dejansko bomo sedaj že počasi dobivali prve obračune, prve položnice. Druga zelo pomembna stvar, ki se zdaj dogajala, je, da smo se veliko pogovarjali, kako bo izgledala naša energetska slika do leta 2030. In ugotovili smo, da naš največji projekt, ki zagotavlja neko stabilnost in varnost, da na nek način nismo več prepričani, ali se bo gradil ali se ne bo gradil. Mi pa rešitve potrebujemo praktično danes, praktično jutri. Tukaj se je tudi javno komuniciralo, da naj ljudje ne pričakujemo, da se bo električna energija kadarkoli pocenila. Zakaj? Zaradi tega, ker bo delež vseh, se pravi, potreb bo toliko velik, nadomeščati bo mogli to z obnovljivimi viri, vse večje investicije v energetski prostor bodo trajale in govorilo se celo o številkah 150 evrov na megavat do 180 evrov na megavat. In to se tudi govori že za naslednje leto, da se bo regulacija ukinila in da to so cene, v katerih naj pričakujemo. Kaj pa to pomeni? Pomeni to, da to so cene, že na današnje cene, ki so zamejene na okoli 120 evrov na megavat, 30 do 40% više. V zadnjih 3 letih pomeni, da bojo podražitve tudi do 300%. Potem četrta stvar, ki je zelo pomembna na področju energetike, je tudi ta, da imamo ponudnike z dinamičnimi cenami. Vsi ponudniki oziroma večina ponudnikov, ki ima več kot 100 tisoč odjemalcev, morajo strankam ponuditi tudi dinamične cene. Dinamične cene so v tem trenutku in tudi za naslednje leto nižje od samih v tem trenutku zajamčenih cen. Dosti nižje, tudi okoli 80 evrov po megavatni uri. In to so, kar se pa dogaja na sami lokalni ravni, mogoče še malo o tem. Lansko leto smo presegli prag 1 gigavat inštalirane skupne moči sončnih elektrarn. Proizvedli smo, se pravi, na novo smo integrirali za okoli 400 megavatov sončnih elektrarn. Letos se seveda to ukinja, ampak sedaj, ko so prišle pa nove subvencije so prišle za občine, subvencije so prišle na nek način za ponudnike, za gospodinjstva, za tiste, ki imajo sončne elektrarne, za tiste, ki jih nimajo, za gospodarstvo, za tiste, ki imajo sončne elektrarne, za tiste, ki jih nimajo. In do konca leta imamo samo še čas za letni obračun in kar naenkrat je začelo biti zelo, zelo, zelo živahno. In to je na kratko glede same energetike, zelo živahno je. Dejali ste, treba bo poskrbeti za samo oskrbo, pa se vam zdi, da so ljudje to že spoznali ali pa spoznavajo počasi? Zelo zanimiv je podatek, da predvsem
tisti, ki so že do sedaj investirali v sončne elektrarne in tudi v same hranilnike, pa tudi predvsem v toplotne črpalke. Taki se zavedajo, so odgovorni, so zelo proaktivni pri teh svojih ukrepih in taki, ki ima danes že sončno, bodisi toplotno črpalko, ravno zaradi omrežninskega akta in pa zraven je tudi seveda to spodbudila subvencija, so zelo zainteresirani tudi za same hranilnike. Vsi ostali pa na nek način je ogromno strahu. In če pogledamo zdaj konkretne podatke, recimo, krovno v Sloveniji se recimo lansko leto, podatki sicer niso čisto točni, toplotnih črpalk se je zmontiralo med 13.000 do 15.000. V letošnjem letu je samo do avgusta je bil ta podatek tukaj okoli 11-12.000 toplotnih črpalk, tako da tukaj vidimo, da se trg vseeno v Sloveniji še vedno je v rasti. Medtem ko pa pri samih sončnih elektrarnah, od teh naših rekordov, se pravi, ko je bilo oddanih 50.000 vlog na leto in priklopljenih tudi do 20.000 naprav, 20.000 naprav na leto v naš energetski sistem, prišli smo do meje, se pravi 1 megavat inštalirane moči, do letošnjega leta, ki pa podatki v prvih 8 mesecih kažejo, da se je trg zmanjšal tudi zaradi strahu in vseh teh dejavnikov, tudi za polovico. Se pravi, zelo zanimiva sta dva podatka. En podatek je ta, da novih vlog po mesečnem obračunu, kjer seveda tudi absolutno prije zraven hranilnik, do avgusta je bilo oddanih, se pravi, samo slabih 3.000. Se pravi, če pogledamo prej 50.000 vlog, do zdaj samo 3.000. In tukaj dejansko se vidi, da je nastal nek krč. Po drugi strani pa tudi tisti, ki so imetniki samooskrb, tudi teh se je v prvih 8 mesecih priklopil manj kot 10.000, kar je pa polovica manj. Če govorijo pa o megavatih, mogoče bo kdo lažje razumel. Se pravi, lansko leto smo priklopili okrog 400 megavatov novih proizvodnih virov iz sončnih elektrarn, letos do prvih 8 mesecev samo okoli 170. Tako da je pa res ena stvar. Imeli smo tudi okrog nekaj 100 vlog za hranilnike. V teh prvih 8 mesecih pa dejansko še ni bilo subvencij. Sedaj, ko so pa subvencije, pa jaz dejansko ocenjujem, da bo praktično vsak ali pa 90% vsi, ki bo šli v sončno elektrarno, bojo vzeli zraven tudi hranilnik. Gospod Slatinek, kaj nas čaka v prvi položnici za mesec oktober? Bo šok. Takrat velja še omrežnina za nižjo sezono pravzaprav in kaj nas potem čaka od novembra do februarja, ko velja višja sezona? Okay. Zdaj, super je to, da začenjamo z novim obračunom, predvsem z zadnjim mesecom v nizki sezoni, kjer torej še ni obračunan ta najvišji blok, kjer je cena na kilovat obračunske moči 3,61 evra. Za primerjavo trenutno je 0,79. To pomeni, da sam strošek električne energije za mesec oktober ne bo bistveno večji, kot pa je bil po prejšnjem sistemu. Predvsem zaradi tega, ker imamo tu 2 sezoni, torej visoka sezona, ki traja 4 mesece in upošteva zraven ta najdražji blok, in pa ta nizka, ki traja 8 mesecev in tega visokega bloka ne upošteva. Zdaj, sami te obračunske moči oziroma moči po blokih so bile določene na podlagi preteklih navad uporabnikov. Torej, vsi ti podatki so zbrani na naših navadah, torej, kako smo mi lansko leto živeli in zaradi tega do bistvenih sprememb, če navad nismo spremenili, ne bo prihajalo. Vkolikor pa mi porabnike dodamo, torej spremenimo svoje navade, povišamo naše obračunske moči, bo pa to bolj opazno. Tako da, načeloma, generalno gledano bi lahko rekel, da na koncu, kar bomo tudi skozi pogovor pokazali, bo nekje strošek celo nižji, kot je bil do zdaj. Govorimo o navadnih gospodinstvih z neko normalno porabo in porabnikih. Seveda se situacija malo spremeni pri lastnikih sončnih elektrarn, ki jih akt se mogoče malo bolj dotakne kot ostalih, ampak splošno gledano za celostno populacijo pa ni nič drugega, kot pa to, da se nam na eni strani omrežnina malo poveča za obračunsko moč, se nam pa zmanjša obračunska moč za energijo. Torej, tu pa prihaja do razlike, da v kumulativi ni tako hudo. Ampak, če pogledamo neko povprečno gospodinjstvo v Sloveniji, ki ima porabnike, kot so pomivalni stroj, sušilni stroj, pralni stroj, hladilnik, kaj konkretno lahko pričakuje?
Ja, tukaj pa dejansko najboljše izhajati kar iz konkretnega primera, da vzamemo v obzir gospodinjstvo z porabo 4050 kWh, ki ima priključene 3x20 amperske varovalke, kar pomeni, da je po prejšnjem sistemu plačevala 7 kW za obračunsko moč. Torej, stranka ima po novem sistemu določeno v časovnem bloku 1 moč 4,6 kW, v ostalih 4 blokih pa 5,1. Za primer, v julijski položnici je stranka po obstoječem sistemu plačala za električno energijo strošek 50,57 evra. Od tega pa je njena omrežnina znašala 18,2 evra. Po novem sistemu pa bo stranka za julijsko položnico plačala 44,6 evra. Od tega pa bo znašala vrednost za omrežnino 12,3 evra. Torej, v nizki sezoni že vidimo, da prihaja razlike tako v omrežnini, kot tudi v končnem znesku same elektrike. V višji sezoni, torej v decembrski, pa bo na primer pri enakomerni porabi 506 kWh po obstoječem sistemu plačala 97,94 evra, od tega 30,5 evra za omrežnino. Po novem sistemu, torej z upoštevanjem tudi časovnim blokom 1, pa bo plačala 106,23 evra, od tega za omrežnino 38,7 evra. Torej, na konkretnem primeru smo zdaj pokazali, da se bo v poletni sezoni plačevalo nekoliko manj, medtem ko pa v zimski nekoliko več. Ampak, če tu pogledamo kot suma sumarum, kot celotno položnico električne energije in ne samo na omrežnino, pa bo stranka dejansko na koncu plačala manj. Gospod Vuk, na drugi strani imamo gospodinjstva, ki naj bi jih dočakali penali zaradi sončne elektrarne, toplotne črpalke ali pa če imajo nameščene kar obe, kaj pa oni? Ja, tukaj moramo res razumeti, da to so porabniki oziroma gospodinjci, ki imajo nekoliko povišano porabo električne energije. In v vsakem primeru, tudi če ne bi imeli sončne elektrarne ali pa toplotne črpalke, se bi njih tudi dotikal omrežninski akt. In bi v vsakem primeru bili del tega akta. Zdaj, mi smo konkretno izračunali tudi za take in ugotovili točno to, kar je kolega povedal, da bodo tudi v poletnih sezoni nekateri imeli bistveno nižje stroške, v poletnih pa bistveno više. Kaj jaz svetujem tukaj ljudem, je res, tudi mi smo naredili kalkulator za izračun, potrebno je pogledati celoletni strošek in najbolj se zdaj seveda bojimo to, da zdaj, prvi mesec bo položnica še približno enaka, potem bo pa nastopil naslednji mesec, ki bo pa položnica bistveno višja. Se pa res, da ko pa nastopi potem spet nižja sezona, pa bojo te stroški bistveno nižji. Ampak kumulativno, večina primerov, kjer gre za neko zmerno dobro izolirano hišo, za toplotno črpalko, ki ima tudi na nek način pametno regulacijo, ki ne uporablja električnih grelcev in je dobro, servisirana, tudi parametrizirana, bistvenih stroškov višjih absolutno ne bo prihajalo, še več, mogoče celo bojo stroški nižji. Sama sončna elektrarna pa v vsakem primeru znižuje strošek omrežnine. Zakaj? Zaradi tega, ker proizvodnja, ki nastaja in poraba, se v realnosti, ko imamo mi svojo porabo, jo jemljemo direktno iz sončne elektrarne in gre pred števcem in takrat mi omrežnine ne plačamo. Tako da tu iz naslova sončnih elektrarn, se pravi, bo nekdo par procentov plačeval manj same omrežnine. Gospod Slatinek, pripravili ste nekaj izračunov, lahko pogledava konkretno recimo strošek za gospodinjstva. Kaj pomeni to za gospodinjstvo s toplotno črpalko, na primer? Tako. Za obzir bi si vzeli toplotno črpalko z močjo 8 kW in ločenim bojlerjem, ki ogreva 160 kvadratov veliko hišo. Stranka ima 3x20 amperske varovalke, torej smo pri moči 7 kW. Po novem sistemu, torej pri porabi njeni letni, kjer je stranka porabila 9385 kWh, je analiza sledeča.
Za natančno uporabo je potrebno izvoziti podatke iz portala Moj Elektro. Torej, to so 15-minutni podatki moči, ki nam povejo, kakšne so navade te stranke. Podatke, ki jih pridobimo, uvozimo v naš kalkulator, pri čemer je strankina moč v bloku 1 6,9 kW, v starih 4 blokih pa 8,4 kW. Torej, tu gre za moč, ki je določena s strani dobavitelja električne energije. V starem sistemu je stranka na letni ravni plačala za strošek električne energije skupno 1743,92 evra. Od tega je bil njen strošek za obračunsko moč 81,57, za omrežnino 453,78, z ostalimi postavkami vred, ki so znašale 1208,56 evra, pa torej govorimo o skupnem strošku 1743,92. Po novem sistemu obračuna bo stranka v visoki sezoni plačevala za omrežnino nekoliko več, če pa gledamo na letni ravni skupno položnico, bo za omrežnino vezano na moč plačala 259,49 evra, za omrežnino, ki je vezana na energijo 212,73 evra, ter za ostale postavke 1208,56 evra. Torej, govorimo o strošku letnem 1680,78 evra. To pa pomeni, torej, da bo uporabnik s takšno toplotno črpalko po novem omrežninskem aktu celo prihranil. In spet, kot smo pač že omenila, torej, zaradi te nizke sezone, ki traja 8 mesecev, ta visoka, kjer so pa uporabniki malo večji, pa 4 mesece. S tem, da bo sedaj prednost še ta, da do 8. v mesecu si lahko stranka svojo obračunsko moč zniža na portalu Moj Elektro in s tem plačuje manj. Torej, sam omrežninski akt nas bo na nek način učil tudi bolj smotrne uporabe samih porabnikov električne energije. Sva lahko konkretno še za tista gospodinjstva, ki imajo toplotno črpalko in sončno elektrarno? Tako, torej tu pa prihaja zdaj mogoče do večjih sprememb, ko pa jih čutijo samo ti, ki imajo vgrajeno toplotno črpalko. Tu pa zaradi tega, ker so stranke po prejšnjem sistemu letnega obračunavanja skozi plačevala fiksno moč. Torej, če so imeli na koncu leta presežek električne energije nad porabo, niso imeli dobenega doplačila in so se lahko navezovala na strošek, ki je znašal cirka 10 evrov na mesec. Torej, če pogledamo zdaj na konkretno za stranko, ki ima doma inštalirane 3x25 amperske varovalke, ogreva objekt s toplotno črpalko, zraven pa za polnjenje avtomobila uporablja še električno polnilnico. Torej, isto smo za stranko izvozili 15-minutne očitke, pri čemer se je izkazalo, da je stranka v obstoječem sistemu na mesec plačevala 9,71 evra, torej mesečno skozi, kar na letni ravni nanese 116,53 evra. Po novem omrežninskem aktu pa bo stranka na letni ravni plačala 423,92 evra. To pomeni povprečni strošek nekje 35 evrov na mesec. Torej, govorimo o tem, da ne bo več tudi 10 evrov, je 35, ampak še vseeno stranka na ta način ogreva hišo, polni svoj avto, pa uporablja še vso ostalo električno energijo. Če stranka ne bi imela inštalirane sončne elektrarne, pa bi njen strošek letni znašal okrog 3000 evrov. Torej, vseeno govorimo o tem, da se je sistem malo poslabšal za obstoječe uporabnike letnega obračuna, na drugi strani pa še vseeno s takimi številkami izkazujemo to, da so se ljudje odločili pravilno. Ampak kaj bi svetovali tistim, recimo, ki se danes odločajo za nakup sončne elektrarne? Govoriva o dolgoročni naložbi, ki se še vedno izplača, na drugi strani pa je veliko govora o različnih pasteh, ena izmed njih je tudi cena, recimo. Tako, zdaj tu smo mi do vseh strank res zelo iskreni. Tega, ker sistem, kot je bil do sedaj, ga več ne poznamo, torej je sama ekonomika in poročilne dobe nekoliko daljša, bolj kompleksnejši je pa tudi sam izračun na mesečni ravni. Torej, velika sprememba je predvsem v tem, da stranka nima več neomejenega hranilnika, ki je bilo prej omrežje, ampak so zdaj dimenzionirani
hranilniki na neke porabe same stranke. Torej, mi naredimo izračun na podlagi 15-minutnih očitkov, da se približamo temu, kar stranka trenutno pač uporablja, izrišemo sončno elektrarno že na njeni lokaciji, da s tem pridobimo vpogled, koliko od proizvedene električne energije bo stranka sama porabljala, koliko bo oddajala v omrežje in na ta način določimo najbolj smotrno kapaciteto samega hranilnika ter sončne elektrarne. Zdaj, kar se tiče samih cen, cene so trenutno v fotovoltaiki tako nizke, kot še niso bile nikoli. Ampak govorimo o navadnih sončnih elektrarnah z navadnimi razmerniki brez hranilnikov. Ker pa je to nova tehnologija, hibridni razmerniki, baterije, UPS-i in te zadeve, je sama investicija trenutno še nekoliko dražja v sam sistem. Si jo pa lahko na drugi strani znižamo z pridobitvijo samega subvencije. Svetoval bi pa predvsem to vsem strankam, da ko se odločajo za nov sistem, da pri tem izberejo partnerja, ki je na trgu že več kot 30 let. Ker samo tak partner lahko odzadje stoji z garancijami, z uveljavljenimi proizvajalci in tudi v primeru, ko kaj ne bi štimalo, lahko priskoči na pomoč. Laikom torej ni treba skrbeti, da bi bila elektrarna predimenzionirana, da bi za njo plačal preveč, zagotavljate to? Ja, to si pa upam trditi, ja. Kot smo omenili, veliko govora je tudi o hranilnikih električne energije. Gospod Vuk, tu ljudje še bolj malo vedo. Kot je že omenil gospod Slatinek, gre za neke nove tehnologije, ki jih še povsem ne obvladajo. Zakaj pravzaprav gre, kako bi laično to razložili? Ja, celotna današnja tema je res zelo kompleksna in jo bom res skušal zelo poenostaviti. Zdaj, sončne elektrarne že poznamo, prve sončne elektrarne so praktično že 25-27 let na trgu, sami hranilniki pa so nova stvar. Nova stvar, v osnovi jih delimo na tiste malo bolj pametne, tiste malo manj pametne, predvsem pa tiste malo bolj varne in tiste malo manj varne. Ponudbe je na trgu ogromno, ampak dejansko treba resno preveriti, kateri od proizvajalcev daje varnost na prvo mesto, kateri pa dosega zgolj neke minimalne standarde. Zdaj v osnovi je hranilnik zelo pomemben. Zakaj? Zaradi tega, ker imaš ti viške energije, jo shraniš in ko jo potrebuješ, pa koristiš lastno energijo. Po domače povedano, če povprečno gospodinjstvo, ki ima danes že sončno elektrarno, porabi približno 30% svoje lastne energije za sebe. Se pravi, pomeni, da je zgolj 30% samozadosten. Ostalo da v omrežje. In sedaj, ko ni več net meteringa, pomeni kaj? Dobavitelj to prizna kot nek višek, kot nekaj ni nič vredno, kar kot neko motnjo in dejansko ima na drugi strani problem tako ponudnik energije, kot tudi sami na nek način sami investitor. Kaj je tukaj rešitev? Hranilnik. Jaz sem zelo prepričan, da obnovljivih virov in pa teh, se pravi, odgovor na nov mesečni obračun brez hranilnika ne bo šlo. In več kot 95% ljudi bo zagotovo tistih, ki bodo zraven vzeli hranilnik. Pa bi mogoče tudi še malo drugače ljudem prav pojasniti. Recimo, v tem trenutku so cene sončnih elektrarn in pa tudi samih hranilnikov prišle do tako dobre nizke cene, hkrati pa tudi sama subvencija, ki pa ljudem omogoča kaj? Omogoča, da lahko z sončno elektrarno in hranilnikom pridejo do lastne cene tudi med 60 do 80 evrov na megavatno uro. Če pogledam čisto iz tega nekaj investicijskega pogleda. To pomeni, če so danes cene zamejene na okrog 120 evrov na megavatno uro, pa tudi če je cena nekje, ker so kakšne specifike 90 evrov na megavatno uro, pomeni, da imaš ti 33% nižjo lastno ceno vira, ki ga boš imel naslednjih 20-25 let. Če bo pa ta cena 150 evrov ali pa 180 evrov, pomeni pa, da bo ta investicija še toliko hitreje na nek način povrnjena. Zdaj pa, če gremo na sam hranilnik, kaj on sploh omogoča? Omrežninski akt. Omrežninski akt, ena glavnih, bom rekel, strategij nalog hranilnika je kaj? Ti lahko delaš rezanje konic.
peak shaving. Mi že približno 4 leta montiramo same hranilnike, imamo že kar nekaj izkušenj in vemo, kaj deluje, kaj ne deluje. In rezanje konic naslavlja točno probleme vseh nas in to je novega omrežninskega akta. Okay? In imamo primer, kjer ima stranka točno ta primer, kjer ima stranka in sončno, in toplotno, in sam električni avto, in ki je imela zdaj, se pravi, so izračunali 7 kW, da ima obračunsko moč, brez kakršnih koli težav hranilnik zreže tudi do 3 kW, se pravi na nek minimum obračunske moči in se pravi nekdo do konkretnih prihrankov. Druga strategija, drugi način je dejansko, da prej sem omenil, imamo tudi ponudnike, ki omogočajo dinamične cene energije. Kaj to pomeni? Ljudi zdaj strašijo, da bo cena tudi energije, ne samo omrežnine, šla gor. Smo slišali, spet za 30-40%. V tem trenutku pa že danes vemo, če gledamo podatke letošnjega leta, vsi, ki bi bili na dinamičnih cenah, bi približno prihranili 30-40%. Zakaj? Ker cena na trgu in pa zamejene cene je prišlo do takih razlik in so cene na trgu, se pravi na day ahead trgu, dan naprej, so cene okrog 80-90 evrov po megavatni uri. Kje je tukaj past? Pri gospodinstvih sploh, da taki način zahteva bolj izkušenega aktivnega uporabnika in da se ne ustraši na vsako žogo. Kaj pomeni? 6 mesecev bo veliko prihranil, na teh dinamičnih cenah 6 mesecev bo mogoče tudi dražje plačeval. In tukaj je za nekega neočečega uporabnika dejansko lahko problem, da se bo ustrašil in potem bo na nek način nezadovoljen. In tukaj hranilnik kaj naredi? Takrat, ko so cene energije nizke, takrat shranjuje energijo, ko so pa cene visoke, pa takrat to energijo koristi in dela zelo tudi dodaten prihranek in s tem povečuje sam povrat investicije. Zelo pomembna še tretji način, ki je vedno bolj pomemben, je, da lahko z hranilnikom delamo v rezervnem oziroma, ko ni zagotovljenega, se pravi, električne energije, nam deluje kot backup. Se pravi, nam dejansko imamo luči, imamo hladilnik, lahko prižgan, tudi če ni električne energije. Pa še drugi problem, o tem sva tudi že govorila, je, da že danes mi imamo 4000 sončnih elektrarn in dejansko imamo vse diagrame porabe in pa tudi vse parametre o omrežju. Že danes je kakovost električne energije tako slaba, ponekod, da so napetosti tudi pod 190 voltov ali pa nad 250 voltov. In ta kakovost električne energije povzroča dodatne težave tudi na porabnikih. Če imate vi hranilnik, imate, se pravi, omogočeno neko rezervo za dan, dva, če je sonce takrat več, je toliko več, plus da si na nek način naredite bolj varno, bolj kakovostno interno mreže. In z teh vidikov sem res zelo vesel, da vsi tisti, ki so že praktično kupili pri nas bodi si toplotne črpalke, bodi si same hranilnike, so nas takoj, ko so se objavile subvencije, so nas poklicali in želijo tudi hranilnik. Tudi če v tem trenutku je sam povrat investicije, bom rekel, tudi 7, 8, 9 let, računajo na to, da ko se bo na isto izkušnjo, ko so imeli do sedaj, se pravi, bili so aktivni, vložili so sončno elektrarno, vmes se je elektrika podražala za 200% in oni so dejansko investicije obrnili tudi v 3 do 4 letih. In tukaj jaz načrtujem, da se bo zelo podobno tudi tukaj zgodilo. Ampak kaj bi jim svetovali, recimo tistim, ki se prvič odločajo za tak nakup? Obstajajo različne vrste baterij, konec koncev, in kakšna je njihova življenjska doba? Ja, se pravi, tukaj pa res je tehnologija za ponudbe toliko preveč in tudi mi čez testiranje smo opazili, da predvsem 4 vprašanja si mora vsak odgovoriti. Prvo vprašanje je, kolika je garancija na sam proizvod. Se pravi, in pa tudi, kolikšna je garancija na same celice v nekem hranilniku. Ker če mi vemo, kakve so celice v hranilniku, ki lahko držijo tudi do 15 let, se pravi, najsodobnejši trenutno tehnologija so garancije tudi do 15 let in tudi do 12 000 ciklov. Se pravi, prej so bile te vrednosti polovico manjše. Potem
Drugo zelo pomembno vprašanje, lahko bi bilo tudi prvo. Kakšne varnostne sisteme ima hranilnik? Določeni imajo 5-nivojsko varnostne sisteme, eni jih nimajo. Tako kot sem že prej omenil. Eni dajo varnost proizvajalci na prvo mesto, eni pa naredijo samo najboljšo ceno in pa toliko, da zadostijo nekim varnostnim standardom. Tretje vprašanje je, seveda, ki si ga vsak mora zastaviti, ali sistem, tako kot sem rekel, zagotavlja električno energijo ob izpadu. Ali ima backup. Četrto vprašanje. Ali sistem omogoča, in teh strank je danes več kot 20,000, tudi jaz med njimi, vsi, ki nismo dobili soglasje za sončno elektrarno. Lahko v tem trenutku zaprosimo, temu se reče porabniški način, se prijavimo na elektro, dobimo soglasje, dobimo subvencijo 500 € po kilovatni uri hrambe in integriramo sončno elektrarno in hranilnik. Ta hranilnik pa mora biti asimetričen. Pomeni, to mogoče vam nič ne pomeni, ampak pomeni, da v vsaki fazi kontrolira frekvenco in pa napetost. Pomeni, da ne prihaja do raznih izpadov, ker ti sistem znotraj hiše počasneje deluje in neustrezno deluje v primerjavi z elektroštevcem. In to so bile zdaj zadnjih 5 let največje težave. Zdaj tehnologija je tukaj in predvsem, kot je kolega omenil, svetujem vsakemu, da ustrezno zdimenzionira, danes je treba čist celostno, čist drugačen način, kako zdimenzionirati tako rešitev. Pogledati, kakšen je pas, moramo si iskreno priznati, mi smo elektrarne, glede na to, da smo imeli letno baterijo od države, smo predimenzionirali, stranke so hotele imeti preveč. Zdaj boš pa preprosto pogledal, kak imaš pas in si boš računal, da boš prav vse 60-70% svoje porabe nadomestiti z lastno energijo. Pomeni, da si 60-70% dejansko samozadosten, neodvisen več od zunanjega trga, hkrati imamo še backup in tudi moja filozofija, ki jo pravim, da se jo da narediti, hkrati boš gledal tudi na svoje navade, da boš tudi ta delež samo zmanjšanjem porabe še prav povečati in na koncu se boš lahko tudi kadarkoli mogoče, tudi malo mogoče preveč optimistično odklopil od omrežja. In s tem reši svoj problem. Že danes, že jutri in tako kot sem rekel, se ekonomike tudi v tem trenutku ob takih subvencijah izredno splačajo. Če sem prej omenil, da je bilo v celem letu izdanih pa povpraševanje samo okrog 300 vlog za hranilnike, v samo zadnjih 2 tednih smo mi sami oddali 200 do 300 vlog za hranilnike za sončno elektrarno. Gospod Slatinek, ste direktor trženja in prodaje. Je zanimanje torej za hranilnike? Raste? Ja, načeloma smo zdaj šele dodobra zakorakali v ta svet nove dobe samooskrbe. In naša prva naloga je predvsem to, da malo spremenimo miselno strank in jih dejansko prepričamo v to, da se ta investicija v sam hranilnik električne energije še vedno splača. Torej, zanimanje je začelo rasti predvsem zaradi teh subvencij, ki jih je tudi Daniel omenil. Torej, jaz mislim, da smo na dobri poti, da nadaljujemo to pot k čim večji samooskrbi in da za sabo dejansko puščamo neke dobre sledi, torej razbremenjujemo na nek način omrežje in pa poskrbimo za to, da sami pridelujemo svojo električno energijo. Imava torej še en scenarij pred očmi, toplotno črpalko, sončno elektrarno in pa hranilnik. Sva lahko konkretna? Tako, tukaj zdaj pa je najbolje, da zadevo pogledamo kar na novem mesečnem obračunu. Torej, da stranka zaprosi za soglasje po novem sistemu in potem naredimo analizo, kako to gleda načeloma v praksi. Torej, stranka na letni ravni porabi 14,000 kWh. Po prejšnjem sistemu bi torej rekli, damo 14 kW elektrarno, imamo porabo zagotovo pokrito, mesečni strošek okrog 10 €, rešeno. Torej, po novem izvozimo 15-minutne očitke, ki smo jih danes že večkrat omenili, in pripravimo analizo s pomočjo programskega orodja za izris sončnih elektrarn. V tem programskem orodju dobimo tudi podatek od tega, koliko bo stranka imela lastne rabe iz elektrarne in koliko je bo mogla vzeti iz omrežja, po drugi strani pa koliko bo tudi v omrežje oddala.
Torej, na mesečni ravni se obračunava na način, da stranka sproti porablja električno energijo, če ima porabo, viške dela v hranilnik, za presežke pa dobi plačano. Torej, za našo stranko po opravljeni simulaciji z porabo 14.000 kWh in pa stroškom 2.660 evrov na letni ravni pomeni investicija v sončno elektrarno to, da more vseeno iz omrežja kupiti 6600 kWh in če za to vzamemo ceno 0,19 evra po kWh, za to plača na letni ravni 1254 evrov. Na drugi strani, zaradi presežkov nekaj energije proda. Ta energija se seveda prodaja po dosti nižji ceni, kot pa stranka kupuje. In če pogledamo enega od cenikov uradnega dobavitelja, za ta prihodek od prodane energije lahko računa nekje na 400 evrov. Torej, upoštevali smo ceno 0,054 evra po kWh. To pomeni, da ta prodana energija se za stranko pomeni prihodek, torej od 1254 evrov odštejemo teh 400 evrov in pridemo na strošek po investiciji na 854 evrov. Torej, govorimo o 71 evrov mesečnega stroška, medtem ko ga ima brez tega sistema 222 evrov. Še boljša pa je vzporednica z na primer sistemom po starem net meteringu, kjer je njen strošek, smo prej rekli, 35 evrov, torej zdaj smo na 71. Torej, sama investicija v hranilnik se definitivno izplača. Tudi tistim, ki imajo že sončno elektrarno po starem sistemu net meteringa? Ja, tu bi bil vseeno malo bolj previden, zaradi tega, ker vsem tistim, ki imajo elektrarno s odobreno polno močjo za oddajo omrežje in pa neke manjše porabnike, torej samo toplotno črpalko ali pa kaj takega, se sam hranilnik ne splača toliko, ker stranka ne bo mogla rezati veliko konic v zimskem času, kjer je energija toliko dražja. Da jih pa reže samo v poletnem času, ko ni tak visok strošek električne energije, pa ni toliko smiselno. Je pa smiselno, da stranke, ki imajo pa zavrnjeno soglasje, takih je tudi veliko, pa soglasje z omejeno močjo, se odloči za ta hranilnik. Še bolj pa za tiste, ki imajo varovalke nad 3x35 amperov, to nam pove, da imajo že samo porabo po sebi večjo, ker imajo večjo priključno moč, tam pa se dajo konice bolj rezati, kot pa za neke, rečemo, klasične manjše elektrarne. Gospod Vuk, kako varne so te baterije? Videli smo že jih v avtomobilih, telefonih, pa so zagorele. Ja, drži. Jaz mislim, da to je ena najbolj pomembnih področji ravno pri samem razmisleku o tem, katerega ponudnika izbrati. In če kje ne šparati, po domače povedano, ne pri hranilnikih, ker hranilnik je na nek način neki nova energetska rešitev, ki jo ponavadi daš v neki prostor, notranji prostor je relativno nova tehnologija in res sem tudi presenečen, predvsem mi delamo za najboljšimi proizvajalci na svetu hranilnikov in ko nam predstavijo pod kakšnimi testi, koliko vložijo v samo varnost, kakšni so testi, 5 do 6 stopenjski sistemi varnosti, pred eksplozijo, če nam pred vodni, se pravi, jo dajo dejansko potopijo v vodo, jo testirajo na mrazu, avtomatsko simulirajo določene strategije in najboljši proizvodi so v tem trenutku zelo, zelo, zelo varni. Gospod Slatinek, kolikšne so subvencije za hranilnike? Ja, zdaj dobro 2 meseca so še po starem sistemu, torej subvencije za letni net metering, torej tu znaša vrednost 500 evrov na kilovat inštalirane moči, potem imamo prišla nova subvencija zdaj pred kratkim za vse tiste, ki so že priklopljene po sistemu in si želijo vgraditi hranilnik, to je 275 evrov po kilovatni uri oziroma ne več kot 40% upravičenih stroškov investicije. Seveda še bolj aktualne so te za mesečni obračun, tu govorimo o 675 evrih že na kilovat, torej so zadeve relativno visoke. To so bile vrednosti za fizične osebe. Seveda imamo pa na drugi strani še pravne osebe, kjer so porabe večje, pa se tudi izplačajo vgradnje samih hranilnikov. Tu pa je trenutno v
rečemo aktualna subvencija z 180 evrov po kilovat za sončno elektrarno, če pa stranka ugradi dodatno še hranilnik, dobi pa še dodatnih 225 evrov. Teda, jaz mislim, da subvencije so, potrebno jih je samo izkoristiti, pa jih unovčiti. Govorimo torej o shranjevanju nekih viškov energije, večji neodvisnosti, ampak koliko neodvisnosti dejansko si lahko zagotovimo? Kaj bi rekli? Kot sem že rekel, jaz mislim, da za samo sončno si zagotovimo približno 30%. Imamo lasten proizvodni vir. Koliko dodamo ustrezno, se pravi zdimenzioniran hranilnik, si lahko to samo s tem že povečamo tudi do 60-70%. Lahko si ga tudi do 100%, samo to je ekonomsko neupravičeno, zaradi tega, ker po zimi imamo težavo. Tako da, če še nekaj naredimo na učinkoviti rabi, lahko še par procentov več, ampak glede na to, da vemo za 70% stroška, kakšen bo naslednjih 20-30 let in ob dejstvu, da take subvencije, ko so sedaj, jih verjetno ne bo, ob dejstvu, da se energetika tako hitro spreminja, kot se še nikoli ni, jaz mislim, da je, povabim vsakega, naj si naredi izračun po konceptu, kot smo ga predstavili, z kalkulatorjem, koliko je dodatno omrežnine prihrani, koliko preveč porabi omrežnine, kakšna bi bila prava rešitev in vsak se naj prepriča za svoj primer. Ugotavljamo tudi sami, da ogromno se je tukaj enega praha dvignilo, oziroma le redki so si pa konkretno izračunali svoj omrežninski na nek način strošek. Primer mene osebno doma, imam kar toplotno črpalko v hišo 240 se pravi kvadratnih metrov veliko, 2 klime, pa še eno toplotno črpalko še za neko drugo stvar. Nisem najbolj, se pravi, imam kar veliko porabnikov, plačujem stroška okrog 200 do 250 evrov na mesec in sem samo odlašal do zadnjega, zdaj si bom pa zračunal omrežnino, da mi bo to še dodatno spodbudili kot dodatni moji investiciji. In ugotovil sem tudi sam, da bo moj strošek na letni ravno 150 evrov nižji. Tako da ni vse skupaj en bav. Povabim, da si to zračuna vsak posameznik, konkretno, da v te izračune potem preveri, če dejansko na položnicah temu sledi in tako se nekako zaupanje nazaj ponovno gradi. Zaupanje danes, ravno tudi zaradi vseh teh medijskih fam, zaupanja ni in ga treba nazaj vzpostaviti. Če sklenemo, jesen je tu, pred nami zima, kaj lahko pričakujemo? Se pravi, čez kaki mesec lahko pričakujemo še nekoliko višjo položnico, ker prihajamo v najvišjo sezono, tukaj moramo biti iskreni. Naj vas to spodbudi, ne se ustrašiti, naj vas to spodbudi, da si res vsak odgovorno izračuna svoj strošek omrežnine, si malo pogleda tudi, kako učinkovit porabnik električne energije je. Potem pa seveda svetujem, da zbere čim prej pogum, da gre do strokovnjaka, da si izračuna, kako čim prej do energetske neodvisnosti oziroma vse delne energetske neodvisnosti. Ker potem bo marsikatera skrb v prihodnosti, če se bodo cene povišale, še električne energije, ko ne bo več regulacije cen, ne samo, da bo neka slaba volja, ampak predvsem bomo to slabo voljo usmerili v neko pozitivno akcijo, ki pa seveda na koncu, jaz verjamem, da pri nekem izkušenem in dobrem ponudniku celovitih energetskih rešitev, da bo tudi izkazala nek smiselno investicijo v samo rešitev. Gospod Slatinek? Ja, tu bi se res strinjal z Danielovimi besedami. Dejansko potrebujemo samo ta miselni preskok, se dobro pozanimati o tem, za kar se odločamo in pa pol na nek način zaupati tistemu, ki ti nek ekonomski izračun pa to naredi, da res sistem pije vodo. Lepa hvala za obisk. Hvala lepa. Z vami sem bila Nataša Repovž.